Danes je za vse zaposlene v podjetju GlaxoSmithKline oranžni dan. To pomeni, da na ta dan potekajo dobrodelne aktivnosti. Natančneje, danes bomo pomagali socialno ogroženim in tudi na tak način izkazali svojo družbeno odgovornost. Letos je pa tudi ena novost. V sodelovanju z organizacijo MEPI bodo pa te aktivnosti naprej potekale skozi vse leto. Danes je za nami lep, čustven in bogat dan, ki smo ga preživeli skupaj MEPI, podjetje GSK in uporabniki, predvsem uporabniki in mentorji podjetja Želva na različnih lokacijah. Kar izziv je bil, kako najti primerno organizacijo, kjer lahko organizaciji iz gospodarstva pokažemo, kako doživeti prostovoljstvo in kaj prostovoljstvo pomeni. Da gre za odnos dajanja in prejemanja in da je to tisto, kar težko opišemo, z lahkoto pa prepoznamo, ko to občutimo. Tako je danes približno 60 zaposlenih podjetja GSK, ki spremlja naš zavod MEPI že več kot 10 let. Na 4 različnih lokacijah spoznavalo, kako poteka vsakdanje življenje uporabnikov v bivalnih enotah in v dnevnovarstvenih, delovnovarstvenih centrih zavoda Želva. Namen našega dne je bil druženje, spoznavanje, vključevanje in popestritev našega vsakdana, tako gospodarskega, kot tudi dokaj enoličnega vsakdana uporabnikov z različnimi motnjami, ki jih zavod Želva združuje. Za vse nas je bila to zanimiva izkušnja, pleskali smo skupaj z njimi ograjo. Zanimivo je bilo gledati, kako delo, ki ga uporabniki običajno ne marajo, kadar ga vzamejo, kadar gre za opravilo, ki ga morajo opraviti, kako so danes vzeli to kot del zabave in eno lepo skupno doživetje. Veliko smo se pohecali, eden nam je zaigral na kitaro, v enem od delovnih centrov pa smo ob zvokih glasbe tudi zaplesali in zapeli. Za nas je vedno pomembno, da se naša populacija čim bolj integrira v tako imenovano, v narekovajih, normalno populacijo, ne? In čim več se družijo z njimi, tem bolj dobijo te občutek enakovrednosti, no? Ker samostojnost je za njih zelo pomembna, do tiste mere, ko oni zmorejo, ne? Jaz pravim, da je to populacija najbolj prijaznih ljudi, kar jih jaz poznam. Zato vedno rečem, da imam jaz najboljšo službo, verjetno, eno izmed boljših služb, no? Ker že zjutraj, ko pridem, me poljubčkajo. Do koga ljubčka v kakšni službi? Nikakor. Absolutno pa je zelo pomembno, da se družijo tako, kot so se danes. Tako da se mi trudimo, da čim več pridejo v stik z ljudmi različnih vrst. Danes mi je zelo všeč, tukaj so mentorji Danica, Jana, Jasna, je fejst, a ne, pa, da sem pa tukaj, zdaj sem že 5 let, tukaj v Želvi, ker očka mi je umrl 2012, operiran, je imel 100 let. Sem pa že dolgo cajta, že tukaj v Višji gori. Ko je iz Janska prišla novembra skupaj. Oktobra pa rojstni dan. Oktobra pa rojstni dan, ja, super. Radi počemo, ja, jaz na primer kaj delam. Včasih pometam kaj, pa se tuširamo se po večeri. Ja. Tuširamo, ja. A že dan sem pa v Ivančini. Tam delamo žičke. Špice za golobe.
Res, to je Ja. Odkud si vi doma, kje si iz rojena? Ljubljane. Kje, z kje konca? Iz Bežigrada. Jaz sem isto bil, a veste, kje je Savsko naselje? Seveda, in točno tam na Topniški sem jaz stanovala. Ma ne, na Topniški, tam ko vozi sedmica tudi, a ne, avtobus. Sedmica. A ne, vozi naravnost. Ja, tako. Tako, v glavnem pri nas je proizvodno delo. Ne? Če nimamo proizvodnega dela, imamo razne prostočasovne aktivnosti. To pa pomeni, da imamo likovne aktivnosti, gospodinjske aktivnosti, tako kot danes, naprimer kuharski krožek, ki smo pekli palačinke. Zelo intenzivno pri nas zadnje čase je delo z glino. Oni so zelo veseli, ker oni pravijo, da pridejo na šiht. To je njihova služba in fajn je, da imajo delo vsi. Poleg tega imamo tudi plesno skupino, plešejo največ ta moderni ples, hip-hop. Radi seveda pa se igrajo človek, ne jezi se, spomin, puzle sestavljajo, zelo radi hodimo na sprehode in skratka so izredno prijatelji in si pomagajo med sabo. Verjamem, da je to vrstna izkušnja dobra za vse. V zavodu MEPI si prizadevamo, da bi to izkušnjo in ta občutenja pokazali mladim, zato da razvijajo empatijo, da razvijajo boljše razumevanje do drugačnosti, da so sposobni sprejemanja in vključevanja različnih ljudi v svoje okolje, v skupnost in delo, v katerem živijo. Hkrati pa je pomembno to tudi za gospodarstvo, da zaposleni lahko vsaj nekajkrat letno zapustijo tisto delovno okolje in okusijo prelepe občutke takrat, ko dajemo in hkrati tudi prejmemo. Verjamem, da s tovrstnimi akcijami lahko razvijamo družbeno zavest, prispevamo k razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji in to ne samo med mladimi, temveč tudi širše. Zato si želim, da bo takih dni in lepih doživetij še več.